Pozdravljeni. Izjemno se veselim pogovora, ki je pred nami. Z nami so zanimivi gosti, ki soustvarjajo projekt Obrazi Bleda. Obraz Bleda leta 2025 je Huberto Široka, srebrokovač in ustvarjalec nakita Huberto z Bleda. Je mojster, ki je oživil simbol rajske ptice, ki je znamenita blejska ikona, tako. Z nami je Lidija Pavlovčič, novinarka, ki je zapisala že 4. biografijo. Prva je o akademski slikarki Meliti Vovk, druga o kiparju in rokodelcu Slavku Oblaku. 3. biografija govori o življenjski poti Janeza Ravnika, likovnega pedagoga, akademskega slikarja in organizatorja razstav. In 4. pričujoča knjiga o Hubertu Široki, srebrokovaču in ustvarjalcu nakita. Z nami je dr. Petra Bole, avtorica strokovnega prispevka v knjigi, je doktorica z področja nakita, sicer arhitektka. V zadnjem času je zapisala 3 knjige o čebelah, vrača se k klicu iz otroštva. Več let je bila oblikovalka v Zlatarni Celje, zadnja leta pa je direktorica muzejev radovljiške občine. Za tehnično podporo skrbi Rosko Žerovec, pogovor pa bom vodila Andreja Završnik, ki je v Zavodu za kulturo Bled, vodim projekt Obrazi Bleda. Zadnja edicija Obrazov Bleda poteka v sodelovanju z muzeji radovljiške občine. Portretiranec je Huberto Široka. No, pa če kar začnemo, mogoče Lidija za začetek. Midve sva že usklajen tim pri pisanju in oblikovanju knjig. To je že tvoj 4. portretiranec. Za razliko od nas, domačinov Blejcev, si ti zanj slišala prvič. Ja, res je. Mogoče, če nam za uvod predstaviš tvoj pogled na to, kako se lotiš pisanja biografije o nekom, o katerem ne veš nič. Ja, osnova, da sploh karkoli izvem o človeku, ki ga ne poznam, in v resnici Huberta, preden sem se lotila biografije, nisem poznala. Se pravi, da je bila osnova in glavni vir za pisanje biografije pogovor. Pogovor s Hubertom. Ampak ne samo en. Bilo je nešteto pogovorov. Ogromno ur pogovorov. Včasih je imel Huberto občutek, kot da je v psihoterapevtski ordinaciji in se mora razgaljati do potankosti vsem. Zaradi tega, ker je biografija predstavljala njega v vsej njegovi celovitosti, se pravi po njegovi osebni življenjski poti in po ustvarjalni, umetniški poti. Zato je moral tudi v pogovoru poseči v otroštvo, v svoje otroštvo, ki se je začelo v Franciji. Meni se je zdelo zelo zanimivo, ko se je spominjal prvega stika z Bledom. Kot 5-6-leten fantič se je z mamo pojavil na Bledu, kjer živi oče. Prišel je iz Francije in potem pride na Bled, kjer so bile pletne, glasni pletarji. Pletnari, pardon, se vidi, da nisem z Bleda. To je zelo pomembno. Je zelo pomembno, ja. Skratka, glasni pletnari, no. In ta prvi hrupen vtis z Bleda ga seveda ni ustrašil. Ostal je na Bledu in potem se je njegova pot odvijala preko Bleda, Ljubljane in seveda spet nazaj na Bled. Na Bled se je pravzaprav potem vrnil k svojim koreninam. In če ga vprašam, in to sem ga seveda vprašala, kakšna pa je tvoja identiteta, če pogledamo po poreklu, mati Francozinja, oče pač iz Jugoslavije.
ti rojen v Zagrebu, kaj se počutiš, kam pripadaš? In seveda ne, njemu odgovor ni težek. Jaz sem Huberto zgleda, ne? Imaš kaj za dodati? K temu sem kaj spustila? To je ta moja geneza. Kot otrok Evrope pravzaprav se danes zelo težko opredelimo, kam in kako. In za mene se mi zdi najbolj čarobno to, da se opredeljuješ nevtralno. Evropa je moja Tako. dežela, moje zatočišče. V Evropi sem najdel inspiracijo. Ni več mej. Kontaktiram s Finci, Skandinavci, Švedsko. Tako da težko rečem, odkot sem. To je meni čarobno. Meni se zdi, da je ta simbioza Evropa zelo močna, saj meni. Tako so nas vzgajali. No? To je res. Ampak to, kar ti govoriš, ne, ta pripadnost evropskemu prostoru, a ne, se mi zdi, da je prav najbolj izrazita značilnost mlajših generacij, sedaj sodobnih mladih. A ne. Se pravi, da si ti enako čutil že toliko desetletij nazaj, je pravzaprav seveda ker v kontekstu sem otroke migracije. Ja. Mi smo bežali, ali kot velikokrat rad omenjam, zaradi ljubezni, zaradi vere, zaradi vsega tega. Tako da Evropa je moj dom. No, zdaj, če nadaljujem, ne, kako sva se pravzaprav midva spoznavala, ne, razen preko tvojih pripovedi. Meni se je zdelo, da je prav izjemno zgovoren vir tudi njegova delavnica. Ker pravijo sicer na splošno, ne, da je delavnica lahko ogledalo mojstra. In že pri prvem vstopu v njegovo delavnico, ki je hkrati tudi prodajalna, se je meni zdelo neverjetno, koliko orodja je noter. Orodja, za katerega sem potem izvedela v njegovi pripovedi, da ga je večino, recimo kladil, vse izdelal sam. Se pravi, da je Huberto mojster, rokodelec širokega spektra. Ne zna izdelati samo nakita, unikatnega nakita, ampak pravzaprav tudi vsa orodja. In to, kar se je meni zdelo še najbolj zanimivo, ker sem se ves čas seveda učila in spoznavala vsa orodja, opremo, ko mi je razlagal, kakšna je pravzaprav razlika med njegovo delavnico, med filigransko delavnico, pa med nekim klasičnim delavnico klasičnega zlatarja. Tako da, Huberto, če te vprašam, ko ti prideš recimo v neko delavnico ali pa atelje nakita, a ti lahko razbereš, s kakšnimi tehnikami ustvarja tisti izdelovalec nakita. Se ti da preko opreme, orodij, ki jih vidiš, prepoznaš tehnike, ki jih uporabljaš? Zato včasih, to tudi Peter zelo dobro pozna, včasih mojstri nikogar niso spustili v delavnico. Tako. Predvsem zaradi tega, ker če si le majčkeno vešč, pa poznaš, vsaka delavnica pripoveduje o tehnikah. In nekčasih so se te tehnike skrivale in zato vhod v neko delavnico je bil strogo prepovedan. In jaz samo, da pogledam, jaz samo vidim in točno vidim določeno orodje, že vem, kako je približno mojster lahko neko stvar izdelal. Pravzaprav delavnica govori o mojstru, ne mojster. Pravzaprav delavnica je tista, ki pripoveduje. Ampak kaj pa je, recimo, čisto v tvoji delavnici, česar drugih ni? Stvar je zdaj popolnoma odvisna od samega posameznika. Jaz pač oblikujem pločevino in kot izdelovalec teh stvari rabim orodje za to, da preoblikujem. Torej, moja prvenstvena stvar je preoblikovanje kovine. In za to tehniko potrebujem to. Recimo, klasičen zlatar ne preoblikuje to kovine, pločevine kot take, ne gre v neke abstraktne forme, ampak sledi nekim svojim čistim linijam. In zato ima tudi v delavnici take pripovedi. Zdaj imate vi novejšo generacijo mladih oblikovalcev, ki imajo samo še računalnik pa printer. Tako. Ampak vsak najde svoj jezik. V
In v temu je čarobnost. In zato je zelo rad obiskujem delavnice, ker so one pripovedovalke No, teh različnih svetov. pravzaprav si pa ti najbolj širok pripovedovalec različnih svetov, tudi prek tehnik. No. Mimogrede, ko smo se pogovarjali, si me podučil o številnih tehnikah in če smem, meni se je zdela najbolj zanimiva, ker je prav v koraku s sedanjim časom in cenami plemenitih kovin, je ta tehnika, ki jo ti uporabljaš, kembu, da je mene prevzela do konca. Zaradi tega, ker znaš s tem, ker so cene zlata tako visoke, maksimalno izkoristiti surovino in narediti odličen izdelek, čeprav za to ne porabiš recimo toliko veliko zlata. To so tehnike ne uporabljajo zaradi racija, ampak predvsem zaradi tega, ker je izrazno sredstvo. A ne? Ko me sprašuješ o tehnikah, res, v celem življenju sem se delno posvetil pač res preučevanju teh tehnik, v teh dolgih zimskih večerih na Bledu, ker nimam kaj početi, potem se utapljam v teh tehnikah, kar pa spet ne smemo narobe razumeti. Samo poznavanje vseh tehnik ni pač vse. A ne? Jaz včasih mislim, da se skrivam za tehnikami in se učim, namesto da bi nekako izhajal iz svoje notranjosti. Ne? Ampak grem v neko tehniko, se posvetim naslednje 2 leti in se zatopim v ta svoj notranji svet. A ne? To ne pomeni, če nekdo ne obvlada vseh teh tehnik, da ne more biti kreativen. A ne? Kreativnost je nekaj popolnoma druga. Razen to, da jaz rad uporabljam te stare tehnike, ker so te moje pripovedi pač vezane na pločevino. Torej, in ta voativnost, te dvigovanje pač zahtevajo vse to znanje. Ampak pravim, jaz imam ogromno teh mladih oblikovalcev, ki so prečudoviti v svojih formah, pa pol stvari ne vejo tega. A ne? Se zdaj imajo pa mene ali pa podobne mojstre, ki še delujemo na ta način, se lahko obrnejo na nas in jim mi pripovedujemo, kako naj to naredijo. Ne, tehnika ti ne sme biti ovira. Jaz včasih govorim o tem, ko sem bil še mlad, kot smo bili študentje, in smo imeli nore ideje, pa roke niso znale še to, in so še šepale. Danes je pa glih obratno, danes pa moje roke ogromno znajo, počasih moja pamet ni glih več. Predvsem je pomembno, kaj nosiš vse. Sredstva so pač samo neka tehnična plata. Se pravi, to, kar ti potem govoriš, se pravi, da recimo danes, ki je na voljo toliko teh sodobnih tehnik, ne starodavnih, ko moraš ročno vse delati, ampak si pomagaš z računalniškimi programi, z 3D tiskalniki in tako naprej. Se ne bojiš, da bo pravzaprav prišlo do popolne pozabe teh starih tehnik? Stvar je taka. Če bi vprašal mojega mojstra, bi rekel, ne, to, kar ti to delaš, ni prav. Oni so še pločevino tako še na roko tolkali in jo pridobivali. V olivanju niso imeli takih možnosti. In rekel, če si v vosku naredil, to nič ni pravilno. Ne? Vse moramo še na roko. Vsaka generacija prinese nek svoj jezik. Jezik, ki ga danes uporablja nova generacija, se je gradil na naših svetovih. Torej, tudi tam bo nekaj ustal. Jaz velikrat, Petra ima mnogo več izkušenj z mladimi, se pogovarjava velikrat o temu, jaz, če bi bil danes star 30 let, jaz bi se popolnoma posvetil sodobni tehnologiji, 3D printu. To so novi svetovi, nova govorica. Misliš, da bi lahko izrazil vse to, kar imaš ideje svoje? Misliš, da bi ti omogočala? Nisem prepričana, ker nove tehnike se mi zdi, da izgubljajo ta čarobnost nadiha starodavnosti. Imajo suhoparen vtis dajejo. Ni te topline. Ja, mislim, pri tehniki je tako, ne, da v bistvu, ko primaš material, orodje, ga moraš začutiti, saj tako, to je moje mnenje. 3D printer, tako, ne vem, laserski izrez ni. In v bistvu, ko ti kuješ, ko poliraš, to so ure in ure, ne vem, daš svojo dušo noter na vse zadnje. To je čar tega dela. Jaz se popolnoma strinjam, ampak to me velikokrat sprašuje. Jaz to sodobno tehnologijo jemljem samo kot sredstvo.
Jaz recimo s pomočjo 3D-ja danes lahko ustvarjam makrosvetove, ki jih prej nisem mogel. Meni se zdi, da je to sožitje enega in drugega lahko ustvarja nekaj novega. Jaz recimo veliko sledim mlade te študente na Royal Schoolu, pa v Antwerpnu, ki so oni imajo tam blazno močne delavnice, rokodelske, tako kot je moja, pa velik suport v sodobni tehnologiji. In potem, ko se te dva svetova združita, je meni magija. Jaz žal danes 3D tehnologijo ne obvladam tako dobro, rinota sploh ne poznam, kakšen kvadrat, krogec narišem, to je maksimum, ampak kot sredstvo, s katerim bi lahko jutri nekaj novega dodal. No? To je jezik prihodnosti. Jaz včasih govorim o tem, da ta naš svet preteklosti ne bo poniknil. Sej, tudi jaz, ko sem se začel učiti o teh starih tehnikah, ni bilo ne sluha, ne duha. Pač v velikih mestih, v tujini, predvsem v Sloveniji, Jugoslaviji, takrat ni bilo velikih poznavalcev, pa danes mene tudi v tujino pokličejo, da kakšno določeno staro tehniko razlagam. Torej, hočem reči, stare stvari se ohranjajo. Ne glede na to. Tisto, kar je dobro, ostane. In še vedno lahko z vsemi temi starimi tehnikami narediš tudi zelo sodoben, zelo konceptualen, zelo, mislim. Ampak kaj pa kombinacija obojega, da se pravi, da narediš nek izdelek, ker se da pokombinirati in staro in novo, da je združeno v enem? Ja, mislim, zdaj, če odvisno, kakšen je namen. Zdaj, nek industrijsko oblikovanje je definitivno tehnologija. Tam je pomembno, kakšna je debelina, tretje kot in tako naprej. Ampak za to izrazno umetniško so pa kladivo, valcni, Brenner, vrh glave. No, to si zelo lepo rekla, ampak gre se za te zastrašujoče svetove preteklosti. Jaz se zdaj ukvarjam predvsej z Vardo, to je v Bolgariji mesto, ki so odkrili najbe, to, ko govorim, 6000 let in več. Ko govorim tudi jaz v sodobnem svetu, se zgroziš ob tem, da so 6000 let nazaj delali tako prečiščene forme. S tehniko, ki jaz danes sem rabil leta, da sem se naučil, so oni s tako lahkoto delali, da je to noro. Tako da se vprašaš, koliko smo mi šli naprej. Ta svet ni tako napredoval, kot se mi domišljamo, in tudi pojutrišnji svet, ki bo prišel, bo živel s tem. To je res. A misliš, zdaj, ko si omenil, to strašno najdbo, imenitno najdbo v Bolgariji, a misliš, da je takrat so ravno tako uporabljali jeleni rog? Namreč to je mene fasciniralo, tvoji delavnici, ti jeleni rog. Ja. Ne moreš verjeti, da najdeš v zlatarski delavnici jeleni rog. Zakaj? Ljudje so bili včasih mnogo bolj elementarni. Treba je vedeti to, kar se govori o jelenem rogu, v tem smo nekje nekako, glavni pečat je trenutno za halštatsko obdobje, torej keltsko obdobje, za to obdobje, ker je bil še napol neolitik, pravzaprav ne moram kaj trditi, ampak po vsej verjetnosti so to uporabljali. Ljudje so uporabljali to, kar je bilo okrog njih. Recimo v našem poklicu so že takrat vlivali. Niso imeli tih gipsov, imeli so pa, recimo uporabljali so kalupe, so delali iz kravjokov, iz konjskih iztrebkov, zaradi tega, ker je žival je jedla travo in ki se je strebila, je to bilo povezano z temi travami in je to kot vizivo. Ja, in potem se je to, hočem reči, ljudje so včasih bili mnogo bolj povezani z okoljem in to, kar je okolje dal, to je pač uporabo. Ni delal problemov, tako, kot jih mi včasih. Več znanja, več problemov. Nekaj je. Nevednost je včasih prav lepa čednost. No, ni pa ravno praktično. Včasih pride prav. Mogoče, Lidija, če še samo dopolniš, če se vrnemo nazaj na pisanje biografije in pogovore vajne. Značilnost tvojih biografij je tudi to, da zgodbo pripoveduješ na dva načina. Eno je v bistvu v tekstu, hkrati pa zgodba teče tudi v slikah. Res je. To je značilnost teh biografij, da se jih da brati na dva načina, se pravi kot tekst in lahko tudi posebej samo preko fotografij. Zato je knjiga oziroma biografija vedno polna fotografij.
Se pravi, to dvojni način branja je ena značilnost, druga, pri teh biografijah je pa ta, da pravzaprav puščam vsem portretirancem njihov prostor, da v svojem osebnem jeziku govorijo. Se pravi, da ničesar, kar zvem v tej neposredni pripovedi, ne olepšujem. Zato je neverjetno veliko citatov noter. V bistvu je pač knjiga nastaja preko nekih minimalnih vprašanj in potem seveda teče ta pogovor in zato je noter toliko neposrednega govora samega portretiranca. In zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da besede, ki jih uporablja portretiranec, so tudi njegova specifika, govorijo o njem samem. Jaz drugače pripovedujem, zato puščam prostor njegovemu neposrednemu govoru. To je pač ta druga značilnost, poleg tega, da je tekstovni del biografije podložen z ogromno fotografij. In pri Hubertu je bil izziv, ker je del arhiva izgubljen. Huberto je pač sam bil v svoji mladosti tudi fotograf in je seveda imel verjetno ogromen nabor fotografij, lastnih fotografij, ki ga nažalost ni več. Ker če bi pomislili na to, kaj vse je počel v času recimo svojega študija v Ljubljani, ko je dokumentiral zanimiva vrenja med mladimi, recimo obdobje punka, bi verjetno našli zanimiv arhiv, ki ga pa nažalost ni. Zato ni bilo, zato njegovo obdobje, ljubljansko obdobje, tako imenovano, nobene dokumentacije, nič, ker je vse skupaj pogorelo. To pa je res, se mi zdi, ogromna izguba, vsaj kar se tiče priprave biografije, ki temelji tudi na fotografijah. Zato se je bilo treba pomagati z nekimi, pač kar je bilo na voljo. No. Nažalost. Verjetno najbolj ti obžaluješ, da je tvoj arhiv iz tistega časa zginil v plamenih. Vstajajo spomini, so pripovedi, te slike, v katerih ti želiš, pač te fizične, te nastajajo v moji glavi. So izgubljene kot tak, ampak v njih še vedno lahko govorim s prijatelji, koliko sem jih sprašvala, s Suhodolcem sem ga sprašal, če ima on v arhivu. Suhodolnik. Se upravičujem, Suhodolnik. In potem je on rekel, Berto, meni po lani vse zalil. Tudi Štrausu se je nekaj podobnega zgodilo, Janiju. In tudi on imel tudi neko dokumentacijo, ker smo se pač v določeno obdobju zelo veliko družili in je tudi ponikano. Tako da, tako je prav zanimiva koincidenca, vsi smo lahko izgubili. Kar je bilo zame pri pisanju biografije, to večja ovira, kako to vseeno, da pač ni preveč vidno, da je tam manjko tega vizualnega fotografskega dela. Je pa edin prednost v tem, kadarkoli se zdaj mi dobimo tako, ko se pogovarjamo s to generacijo, pa nimamo več teh dokumentacij, saj določenih, potem pa vsako leto nekaj dodamo. Prilagajati zgodovino. Tako da mečkaj popestrimo te pripovedi. Ja. Značilnost teh knjig, ki izhajajo v sklopu projekta Obrazje Bledov, je ta, da so sestavljene iz večjih delov. Koncept Hubertove izdaje je v bistvu sloni na 3 pomembnih delih. Biografski del, drugi je strokovni pogled na njegovo delo in tretji del je katalog nakita. Petra, ti si poskrbela za strokovni vpogled, dotaknila si se v bistvu širše zgodovinsko-sociološke slike Huberta, umestila v prostor in čas. Mogoče, če nam poveš par besed, kako si zagrizla v to jabolko? No, za razliko od Lidije, Huberta poznam že 35 let, ja. Še s časa srednje šole. Ko sem tudi sama takrat začela s prvimi poskusi
oblikovanje nakita, no, in seveda prva pot me je vodila prav v njegovo delavnico na Bled, ker sem bila fascinirana, še danes se spominjam orodja, žagic, pil, čudovitih stvari in nakita seveda, ki je bil zraven. Tako da mi je to v bistvu bilo neko tako res čast, veselje, pravzaprav tudi zato, ker sva to pot nekako tudi hodila skupaj z različnimi projekti, razstavami, društvom, pisanji, mojim doktoratom. Skratka, to je bila pot, ki je bila res polna vsega. Tako da mi je bilo to kar velik izziv, ker je Lidija že tako natančno vse popisala, tudi veliko je pisala o tehnikah, tem se to področje nisem spuščala. Sem pa naredila nek tak res začetek, to se pravi začetek nakita, pomen nakita, simbolika in potem umestitev, rekla, Hubertovega dela, tam 80. leta, ko se začne Bienale industrijskega oblikovanja. In ko takrat rekla, naše začetnike sodobnega nakita, to se pravi Huberta, Žareta Ognjenoviča in pa Mišo Jelnikar, uvrstijo na to, rekla, kategorijo razno. Nakit takrat postane kategorija razno, ne spada pod oblikovanje, spada pod umetnost, karkoli, rokodelstvo, ampak razno. In takrat že Huberto se pojavi s temi svojimi res ogromnimi, čudovitimi, monumentalnimi kosi nakita in orje ledino. In ta ledina se je potem orala in seveda časi so se spremenili, družba se je spremenila, kontekst okraševanja se je spremenil, načini izdelave so se spremenili. V bistvu zelo tem, če pogledamo kratko obdobje, če se vrnemo, začela sem pisati o Egiptu oziroma še celo o pračloveku, neandertalcu. In zdaj ta najno več kot 30-letno obdobje, kaj se je vse v tem času zgodilo, tako, in tudi to sem poskušala nekako umestiti v ta del. Zanimivo se dotikaš tudi tega vprašanja forme, zgodbe, nakit kot amulet, nakit kot nekaj, s čimer se kitiš. Hubertove v bistvu izdelke, nakit, v bistvu vse spremlja zgodba. Res je, Huberto je, kot je sam rekel, pravljičar, pripovedovalec zgodb. Sama sem se veliko ukvarjala s konceptualno umetnostjo, to se pravi zgodbo, idejo, in čeprav se morda v tem kontekstu ne strinjava, ves celoten njegov opus, vsi opusi njegovi nosijo predvsem zelo močno simbolno zgodbo, ki jo potem spreminja v obliko in seveda zaživi s človekom. On ima to res, ko kitim človeka, kitim prostor. In nakit je v bistvu zanimiva forma, zato ker jo lahko nosimo na telesu. Hiše ne moremo, v hiši živimo, predmete uporabljamo, pač tako, ampak nakit je pa tisti, ki nam da neko vrednost, nas polepša, pove o našem občutju, morda v naši babici, če gre za nek zgodovinski, družinski kos. Nakit ima toliko pomenov, da je res prav fascinantno. Zanimivo se je vprašanje pojavilo parkrat že. Sodobni čas je v bistvu tisti, ki definira, da se ženska kiti, ampak v preteklosti je bil pa to amulet, vir moči, predvsem za moške. Mogoče vprašanje za vaju oba, vse tri, iztočnica za kakšno misel? Tukaj zdaj, to se opredelila za moške, tukaj se jaz popolnoma ne strinjam. Stvar je bila v tem, da so, o tem tudi ona velikokrat govori, stvar je v tem, da ljudje so bili v pradavnini, tega sveta niso razumeli. In potem samo dojemanje tega so iskali preko raznih sredstev. In eden izmed njih je bil nakit. Tako kot velikokrat rad omenjam, ko je šel človek skozi gozd ali karkoli, ga je bilo seveda strah. To so bili gozdovi neznanskih dimenzij. In potem se je recimo nadel nek od medveda krempelj in s tem se je on počutil varnega. Prevzel njegovo moč. Recimo, ko je gledal sonce, se je probal razumeti sonce na to, da se je dal rumeno barvo. Torej, nakit je za moje pojmovanje takrat služil kot neka vrst uječevalcev.
A ne? In nakit je uvečevalec in pripoveduje tudi v tej dani osebi, danes gledamo pri teh preprostih ljudstvih, to še vedno uporabljajo. Nakit nikoli ni služil kot kontekst kitanja, ampak predvsem zato, da je poudaril neko njegovo notranjo moč, kot je ona rekla, od babice prsten. Ja, babica mi ga je to dala in jaz grem zdaj na izpit in če ga nimam, ne bom naredila izpita. Pa raj ne greš na izpit. Hočem reči, nakit je imel čist druge dimenzije. Ne? In to tudi ona v svojem doktoratu omenja. In zato je ta sodoben nakit ni samo kot nek izdelek, ampak ima neko drugo, mnogo globljo. Poleg amuleta je tudi, ima to ritualno vrednost. Tako, kot si rekel Huberto, si je nadel tako, se počutil močnejši že pračlovek, s temi, ne vem, kostmi orla, belorepca, ki je izdeloval nakit, še preden je imel obleko. Ampak potem so nakit uporabljajo tudi različne ritualne namene, pomene, recimo pri iniciacijah, prehodih, rojstvih, prehod puberteto, ne vem. Tako naprej, smrt. In nakit ima ogromno, v bistvu nakit nek predmet, ki ima toliko različnih pomenov kot redko kateri koli drug. In sporočil, če pogledamo skozi zgodovino ali pa skozi družbo. Recimo županova vratnica. Če si župan na dogodku s nami vratnica, s tem pomeni, da odstopa z položaja župana. Naprimer, gesta. Da ne govorimo o cerkvenem, Tukaj v Sloveniji in takrat v tedanji Jugoslaviji smo s Petro probali urati pravzaprav to ledino, ker nas so jemali kot obrtnike. Kategorija razno. Kategorija razno. Nepozabno. Petra je velikrat bila deležna, ko se je poskušala meniti za galerije, da se poslali pa Petra lepo na štante. Ampak pravim, nekako smo potem v tem prostoru postavili nakit kot neko formo, kot neka zadeva, ki tudi ima vsebino. Ni to samo nekaj, s katerim se kitiš, ampak ima tudi pripoved, kot ona omenja, o ritualu, o obredi. Nakit je ves čas prisoten. Tako da dobiva drugo dimenzijo. Mene velikokrat sprašujejo, pa kjer material, pa to ni pomemben. Se tudi sam izdelek ni toliko pomemben. Proces, sporočilnost, to je tisto v odzadju. Nekomu je to, kar jaz počnem, všeč, nekomu ni čas, ampak te kontekst iniciacije. Material dejansko ni. Mislim, jaz se spominjam enega svojega kosa nakita, ki je bil v bistvu celo nagrajen v Amsterdamu in sem v bistvu ta material uporabila sapa mojega očeta in moje mame. Kaj ostane za nekom, ko ga ni več, in v bistvu je to zrak, ki ga je on nekoč izdihnil. In v bistvu je to material, s katerega je bil narejen. In tukaj se vzpostavlja ta dialog. Ja, definitivno. Ni več nakit, ampak se vzpostavlja odnos očeta, matere, nekoga, ki imaš, nekdo, ki je odšel. Če gremo še mičkam, meni se zdi zanimivo ta tvoj ciklus, ki pač ni nakit, ne moremo mu reči nakit, ampak je povezan z tvojo ustvarjalnostjo na temo rojstva. Tvoj ciklus rojstvo povezan z 15. obletnico takrat slovenske samostojnosti. Se mi zdi, da preko te ustvarjalne obdelave kovin povedati, obeležiti pač en tak velezgodovinski dogodek za nas, za Slovence, in tebi je to res izjemno uspelo. To rojstvo se mi zdi, da če lahko mičkam ponoviš. Tukaj bi lahko, pravzaprav pravim, to mnogo let smo s Petro skupaj sanjali o nekih teh in društvom in moraš povedati, da je to društvo bilo nekje 20, nekje nas je bilo 20. Društvo oblikovalcev. Društvo oblikovanja nakita. Huberto je imel pa funkcijo, in njegova funkcija, s katero se je tudi podpisoval, je bil promotor. To se pravi, on je bil ta, ki je nas nekako promoviral in to. Ampak to je res dober del. Ja, to je pripeljalo do pač današnjega časa. Stvar je temu, da mi vsak izbere neko sredstvo, eden slika, eden dela z glino, jaz pač trenutno delam s kovino, ampak predvsem
pomembne so zgodbe v ozadju. Točno to. In te zgodbe, jaz vedno zato omenjam, da so to pravljice. Da me ne bi kdo narobe razumel, ker včasih nas zanese, potujemo zelo marginalno, smo zelo nekje na obrobjih. Dobro, to je domišljija. Na obrobjih in potem rečem, gledajte, v pravljicah je vse možno. So zmaji s 6 glavami. In tudi recimo maternica, vagina, kot neko sredstvo, sem jo jemal samo kot vrst potovanja. Dolgo sem razmišljal, kaj je pravzaprav ta simbolika, ampak potem pa vidiš, iz njega prihajamo. Torej, če prihajamo, potem lahko tudi odhajamo. In potem sem obrnil in sem šel nazaj. In potem prideš v zarodek se razbija, greš naprej in se začne potovanje. Jaz včasih potem unesem še lovilce časa, prostora, dušin, ampak se vračaš. In tukaj se vračaš in prideš lahko, ker je v mojem DNK-ju zapis na začetek. In istočasno na konec. In to pravim, to so te pravljice, ki jih jaz, kot sem rekel, v teh zimskih večerih, ki pilam in razmišljam, ker če ne bi se mi zmešalo v glavi in potem si ustvariš te pravljice. In to je, ker fizično mi ne moremo potovati skozi čas. To je danes dokazano. Ampak če se vrneš nazaj, torej vsa skrivnost je v meni. Mistično razlago je pač super, ne? In pravim, in to je za mene je to pomembno pri nakitu. Vse te zgodbe, ki nastajajo. Pri Sloveniji, ki smo to imeli, je bilo meni spet ta, seveda, in ta simbolika, ki imam tako rad, vedenje simbolike nam tako olajša stvari. Recimo rojstvo, maternica, zlata barva, ki se mi noter, to je dete, žica, ki je bila povita, je predstavljala to zatiranje, ki smo ga imeli pač v bivšem režimu, iz tega vznikne življenje, nova Slovenija in krila simbolizirajo našo prihodnost. To se mi zdi, menitno si izpovedal s temi simbolnimi elementi, celotno zgodbo našo, slovensko. Simbolika je tako močna, tako čarobna. Predvsem zaradi tega, če mi gledamo, ne vem, preteklost, tam si vedel, si rekel, ne vem, Promotej, znak, simbol, Dionis, trizob, vse si že vedel. Mnogo lažje je bilo včasih sliko razumeti, če si bil poučen o teh simbolih. Nekaj znanja je bilo treba. Nekaj znanja, pač seveda, vedno je treba nekaj vlagati. In ti simboli včasih ti lahko pripoveduje, da ti treba zdaj vse povedati, ampak samo naneseš en fragment in potem ljudje lahko gradijo. To pa je umetnost, ne? To, kar si umetnik. Pravim, to je ena grda stvar, ki sem se pred leti odločil, pa so mi potem eni učitelji, da je polhen napuha, ker sem se pač odločil, da sem umetnik. Saj si umetnik. Ampak v tem kontekstu, hvala ti. Ravno to ti govorimo zdaj. Ampak govoriš zgodbe, moja duša. Ampak umetnik tega jemljem kot kontekst svečenika. Mi imamo nalogo, da hodimo okrog in v ljudeh prebujamo zdavnaj pozabljene svetove. Vsi ljudje nosijo vse to lepoto. Ampak žal način življenja to prekrije s tisočerimi plastmi. In umetnost je edina tista, ki lahko prebudi v človeku človečnost. Jaz sem zadnji čas veliko govorim o tem, zadnji smo imeli z Evo Petrič razstavo in potem smo govorili, kaj je pravzaprav umetnost. Umetnost je tista, v tem svetu turbulentnosti, tista, ki v nas naredi, ki nas zopet postavi v to pozicijo. Jaz sem človek. In naloga nas ustvarjalcev ni v tem, da ustvarjamo folklor, lepoto zaradi same lepote. Lepoto vidimo okrog. Zjutraj vstam, glej jutro, glej sončen zahod, prisluham pticam, to je lepota. Dobro, to je tvoje intimno dojemanje lepote, ne? Ampak sicer pa... tista, ki v tebi najde tistega človeka. To je govorim v mojem dojemanju. To je moj svet. In v bistvu s pripovedovanjem zgodb ti prebudiš to, da se nekako povežemo s to svojo notranjost. Dobra gledališka predstava o tebi, pa je to res, dobra knjiga, učlovečite. Saj tako jaz se dojemam, se lahko ti tudi spravil na stranska pota. Recimo, Zaratustro so se na razne načine razni velikani predstavljali nas po svoje, ampak jaz tako dojemam ta svet.
Se mi zdi, Ja, to meni je zelo osebno. lep Kar nadaljuj, veš, s tem dojemanjem, pa z ustvarjalnostjo tudi, zato, ker s tem nas razveseljuješ. Ja, to pa res je. In to je verjetno tudi tvoj namen, ne? Da ljudi z svojim ustvarjanjem nakita ali pa drugih tematskih zadev iz kovin, kar pač delaš, ljudi razveseljuješ. Ja, to je nekje. Ne samo kitiš, no? Ja. To je delno namen. Zdaj se jaz glih spomnim, ko si lepo asociirala na Tina Ujeviča, on pravi, prevod, vse svoje veselje z vami bom podelil, a edino bolečina ostala bo v meni. In ko odhajam v svoj svet, svet tišine in teme, hočem, da ostanem sam, ker nočem, da kdorkoli vidi solze na mojem licu. A ne, to je moj svet. Moja naloga je pa, da ljudi prebujam. A ne, se ima že dosti drugih bedarij. Še vedno. A ne, in zato je meni včasih nakit tako všeč. Predvsem zaradi tega, če si slikar, kipar, včasih od teh mojih prijateljev, ki so, svet tako zahteva, da so resni. A ne, on, če nekaj riše, mora biti to res nekaj tako resnega. Mi, oblikovalci nakita, smo lahko igrivi. A ne? Mi delamo, lahko se skrijemo za cvetom, z neko lepo lilijo, ampak še vedno imamo to zgodbo. Ni mi treba biti tako resen. No? to je meni tudi zelo všeč. Se to bi bilo tebi tuje, tvoje osebnosti. Ne bi mi všeč. No. Še vedno se ti drži duh promotorja nakita. Ja. Zato verjetno tudi ni naključje, da si glavni lik take knjige, ki v Sloveniji v bistvu zaseda, Petra lahko pove več, pomembno mesto na tem področju. To mi je v bistvu zdaj tako zanimivo, a ne naprej. Dejansko je tako, rekla, prva taka obsežna monografija. Saj so bili, rekla, manjši katalogi, razmišljanja, ampak ja, da pa bi združevala vse v bistvu, ker Hubertovo življenje je pregled sodobnega nakita v Sloveniji. Mi začnemo v bistvu s temi 80-imi, prej nekako tega ni bilo. Recimo v Ameriki začne že v 30-ih, Alexander Calder začne že s čudovitimi velikimi kosi nakita, recimo že Salvador Dali, fantastično, šola Bauhaus, 1919, ampak mi v Sloveniji pa nekje tam v 80-ih letih prav zares. In predtem sicer je bila zelo močna industrija, zlatarska industrija, kateri je za zlatarstvo, zlatarna Celje, tako naprej. Tukaj so res, je tradicija, je znanje, tehnologija, ampak na področju tega umetniškega, sodobnega nakita so pa 80-ta in je v bistvu Huberto en tak lep primer korakov, poti, sprememb, v času sprememb družbe, države in vse to, kar je šlo naprej. In to je v bistvu prva taka knjiga v Sloveniji. Tako da čestitke. Mi smo takrat probali premikati. Mi smo takrat dobivali informacije, kaj se vse od zunaj dogaja. Mi smo caplali. In potem smo poskušali v tem prostoru vnesti te zgodbe. To je bilo tako, ne vem, kaj so te velike kosti, to so iz leta 85, naprimer, ko smo to razstavljali, to ljudje niso niti vedeli, kaj je to, kaj pa zdaj to ena bedarija. Ampak je pa klele, recimo pri meni bilo to, recimo, jaz sem takrat prvič dobil tudi priznanje na sejmu Obrti v Slovenj Gradcu, hodilo mi ga je takrat Bogataj. On je na začetku kar stal za tem mojim delom in takrat so se te drugi z mojega področja, kako pa to je neka bedarija. Govorili so o formi, o tehniki pa niso mogli, ker jaz sem bil pa le izhajam iz stare družine, rokodelstvo je bilo pač meni nekje položen v zibelko, tako da sem znal delati. Ni mi mogel popluvati, da je rekel, to je pa za nič narejeno. Ampak takrat res smo poskušali nove stvari delati, čisto drugačne. Kasneje potem ona začne s temi svojimi oblikami, z epoksijom. Vnesemo tudi nove materijale, ker ples, nekih bo pa kar v pleksiju. Se tvoj začetek je bil revolucionaren z zaprtjem razstave? Ja, to je bilo res, to je bilo čudovito. Ampak to je spet, pravim, jaz vedno poudarjam Ljubljana v 80-ih letih. Ne vem, pravim, kaj nisem recimo šel nazaj v Pariz, pa mislim, da ni bila tako živahna, kot
kot je bila Ljubljana. No. Mi smo takrat je vrel, no. Ti si le malo kasneje prišla, ampak si dojela, Ljubljana je bila kot Berlin takrat, res. Danes te stvari pozabljamo, mi smo takrat imeli Laibach, Irving, Borghese, NSK, Irving, Studio Marketing, Stojko, Vipotnik, to so bila Marko Pogačnik, ki prinese čist neke nove dimenzije, Eho skupina, ki je bila tudi takrat revolucionarna. Mi smo res vreli, no? In sva imela takrat mi tudi srečo, da sva bila del teh pripovedi. No, ampak je bilo takrat včasih kar težko nam, ker okolje nas pa res ni glih dojemali, sprejemali. Je bilo pa lažje, ne? Danes biti drugačen je veliko težje, kot je bilo včasih. Ja. Ni bilo tako formalistično, ne? Je bilo lahko bolj spontano šlo skozi. Tako da, pa vem, no. Ja, to so bili neki začetki, ne? Ki so pa res, tako bom rekla, turbulentno se spreminjali. Ne? In potem s to, bom rekla, porabo tehnologije, recimo včasih ni bilo mogoče, ne vem, imeli smo eno revijo Šmuk, se mi zdi naročeno. Šmuk. Ko je prišla ta revija, smo vsi tisto gledali. Točno. Golden Šmuk Zeitung. Ni bilo informacij, ni bilo literature, ni bilo praktično zelo malo knjig o tem. No, klejle moram povedati, zato sem jaz tako ponosen, da potem iz vsega tega, ko dobivamo prve diplomante, ker pri nas je vse to bolj, jaz izhajam pač iz obrti. Nisem se visokošolsko šolal, potem pa že začnemo dobivati prve inženirja, prvi, ki je magisterij, recimo, dobro, bila je tudi Miša Jelnikar. Miša Jelnikar je bila prva, ki je končala Royal College. Potem je Kudretova bila vmes, ki je delala na Dunaju, mislim. No, potem je bila pa Lara Bohinca bila vmes. Ne, Lara, ti si bila prej. Aha. Ali pa ti si bila prej. In potem pa ona in naredi magisterij najprej, na to temo pač Srebrokovač, potem pa tudi doktorat. In prvič dobimo neko znanstveni pristop. Ki je sigurno bil nek temelj za neko drugo razumevanje. Da imamo danes tudi lahko knjigo, v katerem lahko strokovnjak govori. Ker včasih so v naših stvarih govorili likovniki, pa si ga šel, pa si ga vprašal. Umetnostni zgodovinarji, naprimer Maja Kržišnik, tukaj imamo omeniti, ona je tudi na začetku veliko pisala. Ja, veliko. Vse sem ji poslal knjigo. Pa se je omenjena tudi v knjigi. Tako da pravim, tako da smo s tem postavili neko temelj in danes smo, recimo, lahko rečem, da smo kar ponosna, da se iz tega nekaj vznikano. Res, novi rodovi, nove tendence. Center Rock, ne nazadnje. Nas je lepo podporil. Še vedno nas tudi Zlatarna Celje potem tukaj od zadaj podpira. Ampak hočem reči, danes lahko razstavljamo v vseh galerijah, v muzejih. Včasih je bilo to kar mučno. Včasih je bilo to zelo težko. Zelo težko. Prideti recimo v Nemčijo ali pa na Šmukvohe ali pa imeti razstavo v Amsterdamu, v Italiji, Franciji, to, kar smo tudi imeli v tem času. To moramo tudi omeniti, da smo mi s tem društvom in kot posamezniki smo res potovali tudi do Brazilije, mislim, Japonske, tako naprej. In to pravzaprav brez neke podpore, brez nekih sredstev. Tudi gostili ste razstave pomembnih, svetovno pomembnih. To je v bistvu bila sodelovanje z nizozemskim veleposlaništvom, oziroma to smo v bistvu dobili res. Kjerega leta je bilo to? To je bilo leta 2008, smo v galeriji Kresija imeli skupno razstavo slovensko-nizozemski nakit in v bistvu smo imeli res veliko srečo, da se je odzvala ena največjih zbirateljic na Nizozemskem sodobnega nakita in prinesla je kose, res, ki se razstavljajo v Stedelijk muzeju. To so kultni kosi, ko se je začel razvoj sodobnega nakita v 60-ih. V bistvu smo mi kar tako mečkem ponižno tam zraven, pa skromno postavili svoje kose. Ampak se danes več ne bi mogla biti taka razstava zaradi varnosti, pa zaradi zavarovalnice. To je bilo takrat, ne vem, to so pretvegane splet na ključi nekako pripeljal do tega, ker Nizozemska je zelo močna, recimo že, ne vem, desetletje nazaj so imeli na Nizozemskem 60 zbirateljev sodobnega nakita. V Sloveniji pravzaprav nimamo zares niti enega samega.
V tistih časih so že imeli oni fakultete, šole, študij, Gary Treatment Academy, Design Eindhoven, akademija. Skratka, to je umetniški trg, tako kot je recimo ekvivalentno trg sodobne umetnosti, slikarstvo, kiparstvo je na Nizozemskem bil že tam 60-ih tudi v nakitu. Tega pri nas pravzaprav ni, ampak morda pa v prihodnosti. Nizozemska je bila bogata družba, se je razumljivo, da je bilo to. Zdaj smo že nekje bolj proti koncu, a ne? Tukaj, ne, čisto v razmišljanju, ampak zdaj, ko se pogovarjamo, potem vidiš neko čudovitost vsega druženja. Pravzaprav. To, kar sem videla s Petrom doživljala, da sva sodelovala in potem je mnogo več ljudi sodelovalo, ko si bil sam, se svetovi niso tako premikali. No? In hočem reči, in to druženje je prav tista čarovnija. No, zakaj govorim pa o tem, tudi zdaj, ko govorimo o tej knjigi, zakaj je čarovnija? Predvsem zaradi tega, ker smo se združili. Ne? Ti in ti, ki si nas vodila skozi vse te pripovedi, ti, ki si to knjigo nekako, jaz temu rečem, da si moj art direktor, nekje temelje postavlja in potem smo mi vsi dodali neke svoje pripovedi. In pravim, tvoja knjiga, je moja knjiga, ampak če nas ne bi bilo kot skupina, ki je vsak dodal neko čarobnost, in v tem je čarobnost tudi delovanja. Ti si lahko sam, ampak svet premikaš samo kot neka množica. V tem je to čarovnija. Tukaj bi bilo pa meni se zdi osebno zanimivo, glede, mi smo nekaj že povedali, da nam pa še ti poveš pravzaprav o tem, kako ti sprejemaš ne samo to knjigo, ampak pravzaprav to je četrta knjiga. Ja. Kako pristopaš do tega projekta, kako se odločiš? Knjiga danes lahko jaz celo pohvalim, grafično izredno lepa, postavitev slika, ta dvojnost, ki jo ti omenjaš, ta strokovni del, ker smo šli bolj konceptualno, pa smo ga zakrili v ta makrokozmos, ki je delo našega tehničnega podpore Roskota. Rusko Žirovec. To je treba vedno omeniti. In pravim, kot to timsko delo in na koncu je res knjiga manj. Tako kot si že lepo povedal, knjiga je v bistvu rezultat sodelovanja. Tudi jaz če bi hotela nekaj samo s svojo glavo in po svoje, ne bi bilo to tako, kot je. Moja naloga je to, da v bistvu skrbim za tekočo koordinacijo med nami vsemi, kolikor se le da, prisluhnemo vsakmu posebej od vas. Skupaj se zavedamo, da delamo skupno stvar, vsak mora kdaj kaj popustiti. Lidija predvsem ta biografski, vsebinski del pokrije, Petra strokovno, ti si bil pa največji kritik z vidika tega, kje kakšna stvar stoji in v bistvu si tudi moje meje premaknil višje, oblikovalsko, tako da jaz mislim, da je v bistvu to res ena lepa sinergija, ta knjiga našega skupnega sodelovanja. Rosko nam je tudi pomagal s tehnično obdelavo fotografij, ti imaš v bistvu bogato zbirko arhiva svojega, to sem želela še preden si ti že šel v zaključek, ampak vseeno, mogoče še tretji del knjige je ta kataloški del, ki je predstavljen, lahko rečem, da bogato se mi zdi in tudi želja je bila, da je v bistvu nakit v knjigi predstavljen na veliko, celostransko, da to niso taki majhni kosi, kot so v realnosti, ampak da jih v bistvu da nas v bistvu posrkajo, ko knjigo odpremo in listamo, da vidimo detajle in vse to. Mogoče, če lahko samo še pred koncem poveš, pogovarjamo se o obdobju 40 let. To so od teh začetkov, ko je bil še nakit pod točko razno, do v bistvu zdaj. Tudi razstava, v bistvu, ki spremlja knjigo, je v bistvu, so ojačevalci 1985 do 2025. Mogoče, če poveš še kakšno besedo o tem, kako si ti v bistvu iz svojega bogatega arhiva izbral kose, ki si jih izpostavil tako v knjigi in na razstavi, pa mogoče zraven še kakšno besedo o tem, kako si se
v tehniki spreminjal. Večkrat si govoril o tem, da začel si z neki ravnimi linijami, ki pa zdaj niso več samo to, ampak so še vse kaj več. A ne? Mogoče kakšno besedo še o tem? Recimo izbor. To mogoče ne bo noben verjel, ampak jaz sem to delal kar par mesecev. Ker jaz imam res doma. Jaz ti verjamem, ker vem, zato te vprašam. Ta številka je pač Ja. taka, kot je. A ne? In vmes se je nabralo ogromno tega materiala. In to enostavno, ko sem se potopil, to so šli tedni, meseci in to se kar nekako vrstilo, ampak na koncu si pač moral enostavno izbrati. In potem sem našel neke časovnice, ne vem, na 5-10 let so se pojavile druge spremembe, druge tehnike, če gremo, se nekje to da videti. In potem sem pač nekako po neki sili razmer se odločil, da pač en določen kos predstavlja tisto obdobje. Ne. In tako smo potem potovali skozi neko to moje življenje. No. Je pa edina stvar, kar me je pa pri vsem tem fasciniralo, mene osebno, predvsem to, da sem na koncu prišel do enega spoznanja, ker jaz imam pač te razne teme, zgodbice, pripovedi, ampak da je pravzaprav vse skupaj to ena sama zgodba. A ne, to te fascinira. Vedno sem mislil, to je pa to, zdaj pa. Ni. To je zgleda, ves čas potujem na eni in isti barki, isti ljudje, iste barki zgodbe. Tvojega življenja. Barki mojega življenja. In to me je fasciniralo. Pravzaprav celo življenje govorim o eni sami zgodbi. Pravzaprav govorim o sebi, o mojih iskanjih, o mojih svetovih, o moji podzavesti, to še ona bolj ve, poznati te svetove. Pravim, bil sem fasciniran nad samim seboj. No. Pravzaprav, kot sem rekel, to je samo zunanji uklep. To je forma. Pravzaprav, skozi vse življenje sem iskal neke odgovore. Tako, kot jaz velikokrat rad omenjam, ko me sprašujejo in govorim, da sem refleksija prostora in časa. Vse to so neka iskanja, ko so se v meni porajali, ki jih poskušam odgovoriti. Mogoče je to ta večno vprašanje, kdo sem, kam grem. Skozi vse te majčkene detajle, skozi ure tolčenja, se še danes se sprašujem. Iskanje smisla življenja. Ja, no, pravzaprav, kaj je to življenje? Jaz sem pač v tej zadnji četrtini nekaj, pa se ti življenje tako začne sprašovati, ampak ampak ta knjiga je v meni to sprožila, tudi to, da sem začel to dojemanje te celote, tega svojega ciklusa, te neskončni psihoterapevtski pogovori z njo, Petra, ki mi je stala v vseh teh letih ob stran. No, pa tudi ti, v bistvu društvo brez tebe ne bi bilo tako, rekla, povezano, ker smo bili res dejansko. Ja, ustvarjalci smo bili kot neka velika družina, kljub temu, da smo vsi delali na svojem področju, smo bili ena taka velika družina, in to so bili zelo lepi časi. Posebej zanimiva mi je ta misel, Petra, ki si rekla v bistvu, da ste bili oblikovalci ena velika družina. To se mi enako sedi tudi pri tej knjigi, kot je Huberto omenil, to sodelovanje. Smo bili pa mi ena mala družina, da tako rečem. In ko je Huberto govoril o iskanju smisla v življenju, se mi zdi, da tudi taki projekti so tisti, ki življenje bogatijo v bistvu. Poglabljamo se v določene ljudi, v določene zgodbe, v določene teme. In s tem, ko stvari zapišemo, jih ovekovečimo in v bistvu postanejo lokalna dediščina, ki se mi zdi neprecenljiva. V današnjem času izdajati knjige ni ravno v porastu ali pa v modi ali pa v trendu, ampak se mi zdi, da je to tisto, kar je pa posebna dodana vrednost tega projekta. In zato sem celotni ekipi hvaležna za današnji pogovor in za celo pot, ki smo jo skupaj prehodili. Vsem
gledalcem hvala za pozornost in upam, da so se vam odstrli kakšni novi pogledi na to, kaj je nakit, kaj je oblikovanje in ne nazadnje tudi Kaj je življenje? in sodelovanje. Hvala.